Da mi lei? Da, dajte mi jo. Torej, dober večer vsem skupaj in dobrodošli nazaj na Parabellum. Odločali smo se, če ste to vi, skratka. To je kviz, o čem smo govorili, preden smo šli v živo. Kviz, ker tega nikoli ne boste uganili. Jim, damo namig. Ja, dajmo. Ran. Daj niti še enega. Daj. Senka bojevnika je kar enostavna v bistvu. V redu, poglejmo na koncu, če je kdo tam. Ki se spozna na japonski film, recimo. Na splošno torej, z referencami, ki jih je omenil slavni ameriški režiser. Da. Lažje kot ono, ne zamoči tela. Teleglasovanje se začne zdaj. Teleglasovanje se začne, ja. V redu, evo, tukaj smo. Tukaj smo. Torej, prva tema, parada. Parada, v katero sem se seveda zabaval ustavljati napake. Poglejmo tudi. Evo. Zberite vse napake in mi povejte, kateri operacijski sistemi so to. Ker so nekateri enostavni, nekateri pa manj. Na primer ta. Guru Meditation. Poglejmo, komu uspe najti to. Torej, po tvojem mnenju, Pavlo, zakaj so se odločili narediti to parado brez vozil, z videi in tako naprej? Ker so to različne metode komunikacije znotraj, ne? Izbira videoposnetkov. Spomnimo, da je to parada, ki se običajno prireja za praznovanje zmage nad nacifašizmom leta 1945. Torej je bila običajno zelo osredotočena na postroj T-34 zgodovinskih vozil, če želiš biti natančen. Simbolično so prinesli zastavo. Zastavo, tako je rekel napovedovalec parade. Tisto zelo znano zastavo, ki je vihrala nad ruševinami Reichstaga leta 1945 v Berlinu. Zastava, če sem iskren, ko jo pogledaš, je bila tako lepo ohranjena, zlikana, oprana, kot da bi preživela vojno in tako naprej. Recimo, da ji verjamemo. Vseeno, napovedovalec jo je predstavil kot sovjetsko zastavo, ki je vihrala nad Reichstagom. Dramatično je in lepo si je to predstavljati. Kot vojak si vedno impresioniran nad načinom, kako Rusi korakajo, kar je prava vojaškost. Sposobnost, torej za tiste stvari, ki jih počnejo, potrebne so neskončne ure urjenja, kjer preverjaš palec vzdolž šiva, dvigneš stopalo do določene višine, žep mora biti poravnan. Nimate pojma, kaj je tisto, kar se v vojski imenuje strojno urjenje. Strojno urjenje je bila ena izmed stvari, ki so jih vsi sovražili. Sovražili so jo tisti, ki so jo morali izvajati, in tisti, ki so jo morali prenašati. Ker gre za, pozor, mirno, desno, levo, v teku, govorim ti o teku, ko pridejo bersaljeri. Skratka, vsak ima svoj korak, poravnavo, torej preverjajo se smrtonosne podrobnosti in poglejte, ti hodijo, mislim, v 18 vrstah, torej 18 to pomeni, da zgledajo ravni, ampak vsak nima pojma, kdo je poleg njega, in da stopiš ven za 10 centimetrov je trenutek. Skratka, z tehničnega vidika je to izjemna predstava, izjemna koreografija. Zakaj ni bilo tankov, velikih raket, topništva, vsega? Saj jim je zelo pomembno, da pobarvajo kolesa na belo in jih pokažejo na paradi, je razlago dal sam Putin. Sam Putin pravi, poglejte, mi ne razkazujemo ničesar, ker vse, kar imamo, trenutno potrebujemo za dni pritisk v posebni operaciji v Ukrajini. In vsaka beseda, skratka, naučili smo se od Rusov, da za razliko od Američanov, od Trumpa, ko nekaj rečejo, to zelo dobro premislijo, ko uporabijo tisti pridevnik, ga res želijo uporabiti. Torej, pritisk pomeni pritisk. Ampak zakaj letos? Ker je morda letos sporočilo, letos hočemo to zaključiti tukaj. Hočemo to zaključiti tukaj do te mere, da imajo Rusi vse potrebne vire, 4 tanke za paradiranje, predvsem pa ne uporabljajo balističnih raket proti Ukrajini, ki so vedno nekaj lepega za pokazati na paradi. Ampak sporočilo, da je vse, kar presega goli minimum,
namenjeno zadnjemu pritisku za zaključek posebne operacije. In to pravi Putin, besede so Putinove, kaj ne? Obstaja še en vidik. Poslušal sem prevod uradnega govorca prireditve in me je zelo presenetilo. Za vse enote, ki so šle mimo, razen akademij, razen vojaških šol, razen mladih v izobraževanju, za bojne enote, bila je navedba. Ime za imenom in odlikovanje za odlikovanjem počinu, priimek, ime in odlikovanje med posebno vojaško operacijo. Naj navedem primer. Zastavo 232. Polka nosi podpolkovnik Ivan Graščov, odlikovan s paravo za posebno vojaško operacijo. Sledijo kapral, narednik, praporščak, vsak od njih odlikovan s tem ali onim odlikovanjem. Večina tistih, ki so korakali, so tisti, ki se trenutno borijo ali so se borili v Ukrajini. Ne morem primerjati z lanskim letom, ker nisem slišal uradnega napovedovalca. Vendar me je to zelo presenetilo. Zelo me je presenetilo, da so se sklicevali na to, kar Rusija počne danes. In poglejte, vidite njihove medalje, ki jih imajo, res jih imajo. Prav to so poudarjali. Te stvari so res impresivne. Resnično, zagotavljam vam. Poskusite primerjati. Če poiščete na YouTubeu, boste našli parado ameriške vojske v času Trumpa. In zdi se kot navadna druščina amaterjev. Resnično. Poglejte, kaj so. Preštejte jih. Zdi se mi, da jih je 18 ali celo več spredaj, kar je zelo zapletena stvar. Tudi mene so presenetile točno iste stvari. Izbira prikazovanja videoposnetkov povezanih s to vojno. In veš, nekoč so praznovali sovjetsko, rusko in tako naprej, predvsem pa spomin na vojno iz leta 1945. Zdaj pa je bilo vse zelo osredotočeno na videoposnetke o tej vojni. Skoraj kot da bi hoteli prikriti, da gre za parado spomina in postaja parada, ki praznuje trenutno vojno. Tudi omenjanje vseh različnih borcev z različnimi enotami v tej vojni govori o nečem, kar se očitno dogaja v tem smislu. Jaz ne verjamem preveč v zgodbo, da je niso speljali z vozili zaradi Ukrajincev, ker so bili Ukrajinci tam tudi lani in predlani. Seveda so se ukrajinske zmogljivosti precej povečale. Ne postaviš Putina in ne postaviš tanka. Če te je strah, da ti bodo poslali dron, potem ne pošlješ Putina in celotnega vodstva Ruske federacije. Če te je tega strah, ti ne bom uničil tanka medtem, ko ga opazuješ, ker imam to priložnost, uničim kar tebe. To je hitreje. Tako da je to normalno. Če je prisoten, mislim, da niti drost ne bi preletel trga. Poglejte, ni golobov. Ker sem jaz v Rimu, ni niti galebov. Nič ne leti. Morda je sprejet let kakšne muhe, 2 komarjev, ene bolhe, ampak vse ostalo so se strelili. Ideja, da niso paradirali zaradi strahu pred napadom, ki bi kaj naredil, razbil 2 tanka in uničil en top, kaj bi naredil? Z visokovrednim ciljem, predsednikom Ruske federacije tam. Vsako leto je, bilo je tudi lani. Ja, ne, lej. Tudi treba je na glas ponoviti, kar si misliš. Ne, ampak imaš prav, ko praviš, da so te priložnosti. Poglejte slike, ki se zdaj prikazujejo. To je častnik, ki drži obe zastavi, vidite? Obstaja povezava med tem, kar je bila Rdeča armada in tem, kar zdaj počne ruska vojska. To so sporočila in to se navezuje na moj govor. To so sporočila, ki jih je na primer Kitajska lani poslala. S parado povsem druge ravni. Tam je bilo sporočilo, glejte, tehnološki razkorak, za katerega mislite, da obstaja med nami in Združenimi državami, ni tako globok, kot si vi predstavljate. Ker to je tisto, kar vam pokažemo. In že to vas preseneča. Predstavljajte si, kaj vsega vam še ne pokažemo. In to je bilo zelo jasno. Kitajci so letos pokazali, v nasprotju z vsemi prejšnjimi leti, samo opremo, ki so jo sami proizvedli. Ni bilo več elementov sovjetskega izvora. Tako je. Videti je bilo Xi Jinpinga oblečenega v uniformo iz Maojeve dobe. Se spomnite, ni bil v suknjiču in kravati. Xi Jinping je vedno v suknjiču in kravati. Tudi pižamo ima v suknjiču in kravati.
cioè comodissimo quando si dorme. On, torej, čudovit, tam je bil oblečen. Con la tenuta. Zakaj? Ker Mao v Rimu je o spremembi Kitajske. Xi Jinping ha fatto Spremeniti ustavo Ljudske republike Kitajske, da se odpravi omejitev 2 mandatov za predsednika. Torej se predstavlja kot Mao 2.0 in da bi poudaril kontinuiteto z velikim krmarjem, on, drugi veliki krmar, se oblači kot on. Te stvari, te tudi posredni sporočila so razumljeni. Enako velja za parado na Rdečem trgu maja. To je sporočilo, s katerim Rusija sporoča, da želi končati to vojno še letos. Mi smo jo narobe prevedli. Prevedli smo jo tako, da želimo končati in zato zdaj iščemo kompromis in premirje. Ko poslušam celoten Putinov govor, je njegova ideja, da jo želimo končati, ker jo lahko letos zmagamo. To je Putinova ideja, ni nujno, da je res, ampak on je prepričan, da je tako. Prepričan je, da je tako. Ta velika odprtost, o bog, nimajo tankov in prosijo za mir, je nekoliko zgrešeno branje sporočila, ki ga pošiljajo. Po mojem mnenju, in to me tolaži, kar pravi Putin je, da ni sredstev, ker je vse angažirano za končni napor. Končni napor je usmerjen k zmagi, ki si jo oni predstavljajo pod svojimi pogoji, ne pod našimi. Ampak to je bilo lani, čeprav so takrat zagotovo porabljali več virov kot zdaj. Torej, z ofenzivnega vidika 2004-2005 so vseeno pripravili veliko parado, to je bila demonstracija moči. Zdaj pa je to bolj izjava o varčevanju. Je to odločitev ali dejanska težava, ali pa mešanica obojega? Lej, čeprav so v težavah, 40 tankov in 10 topov najdeš v Ruski federaciji. Tudi če so to zgodovinski, kaj ne? Ideja je, da jih lepo spoliraš, na novo prebarvaš in potem si brez skrbi. Ni tako, mislim, to je zato, ker nimajo 40 tovornjakov, to ne, to je pač vizija. Tudi zato pravim, v rezervi imajo približno A, ki ga nikoli niso ponovno uporabili na fronti. Ampak o tem smo že velikokrat govorili. Tisto območje, praktično tisti varnostni pas, nehote ali namenoma, ki se je ustvaril skozi leta, dolg 40 do 50 kilometrov, kjer, če že res hočeš, vzameš kolo in se pelješ skozi, pa pride dron in te zravna. In je ustavil vso oklepno dejavnost na eni in na drugi strani. Opazite, da niti Ukrajinci več ne zahtevajo milijard tankov. Toliko tankov, kot bi jih potrebovali, jih je res ogromno. Če jim jih daš, jih seveda ne zavrnejo, ampak ni več tiste nuje, potrebujemo Leopard, potrebujemo Abrams, potrebujemo to, kot je bilo pred 2 ali 3 leti. Iz preprostega razloga, ker se je vojna razvila po celotni fronti. Na območju, ki je ničija zemlja, kjer je smrtonosno podati se peš, kaj šele s tankom. Hvala. In to je dejstvo, da je to edina parada v zgodovini ruskih parad 9. maja brez vozil. In po mojem mnenju so bili Rusi zaradi tega zelo razočarani. Ja. Rusi. Nekaj mi je to vtaknil. Rekel bi, da mu je Putin to razložil, ampak zakaj? To je notranji udarec zanj, da naredi parado v slogu velikih parad iz. Vendar daje signal, da se nekaj novega spreminja. Če vedno delaš iste stvari, to pomeni, da se glede na lansko leto še nič ni spremenilo. Treba je tudi povedati, da imajo državljani Ruske federacije te vojne že pošteno vrh glave. Ker skratka vseeno začnejo občutiti smrti v družini, pomanjkanje in vse to. Dati signal za spremembo s tem, da rečeš, glejte, smo pri zadnjem pritisku, zato nimamo ničesar, in v bistvu sporočaš, v redu, če smo blizu konca, je tako v redu. Če jim narediš isto stvar kot lani, potem se ni nič spremenilo. Tudi simboli imajo svojo pomembnost. Nekako, kot bi rekli, vsi malo zategujemo pas. Zategujemo pas
zadnji meter, recimo tako, ker smo skoraj prišli do cilja, to razumemo in želimo to pokazati. Pokazali vam bomo junake, ki so omogočili, da smo prišli do tega, tako da bomo predstavili veterane posebne operacije z njihovimi odlikovanji in jih omenili. Tam gre mimo jeza Boga kristjanov. Tako, ni ravno enostavno navajati imen ljudi, ki so tam zbrani v bataljonih. To je izbira, če bi to naredili lani, ko je bilo 4-krat več ljudi kot zdaj, bi jim zmanjkalo časa, da bi prebrali vsa imena in priimke. Tokrat pa so se odločili reči, pokazali vam bomo, kdo se je boril in kdo se bori v posebni operaciji. Tisti drugi, ki jih ni tukaj, so odsotni, ker so tam angažirani oziroma so tam še vedno angažirani. To je sporočilo. Kar zadeva zadnji pritisk, ali je to res ali ne, je že druga zgodba. Prebrano v tej obliki. Ne zmorejo več, manjkajo jim še 4 tanki. Tanki. Zakaj ravno to? Izbira je, da narediš stvar zanimivo, ker je to izbira, ki vseeno povzroča škodo. Se pravi, navzven so jih seveda zafrkavali, pojavilo se je ogromno mimov, izšlo je vse mogoče. Putin trdi, da meni, da se bo vojna med Rusijo in Ukrajino končala. Seveda na svoj način, torej vedno je treba razvozlati, kaj misli s tem, da se bo končala. To je ponovil tudi naslednji dan. Vidite, v čem je problem časopisov. Vendar pa v velikem naslovu ne čakajo 48 ur, da bi videli, ali bo izšlo še kaj, kar bi dopolnilo izjavo. Ker vzeto tako kot je, se zdi, kot da hudiča Putin želi priti in se pogovoriti ter končati to vojno. V resnici je potem išla še ena izjava Putina, ki pravi, da želijo zavzeti Donbas. Torej mislijo, da se bo končalo, ko bodo dosegli svoj minimalni cilj, ki je zdaj zavzetje Donbasa. Kar je velika razlika med tem, da se bo kmalu končalo, Ali da jim bo uspelo po vojaški poti, ne vem, no, da jim bo uspelo po vojaški poti. Imam nekaj dvomov, pravzaprav, je več kot le nekaj dvomov. Vendar obstajajo samo vojaške poti za končanje vojn in to bi lahko bil pravi trenutek za sklepanje dogovorov. Tako, recimo temu tako. Jaz ti dam nekaj svojega, ti mi daš nekaj svojega, take stvari tukaj. V teh urah imamo predsednika Združenih držav Amerike, ki je v Pekingu. S seboj je pripeljal vse, polovico usode Wall Streeta za sklepanje poslov. Ampak to je rezervno kolo. Zagotovo tukaj. 1214 magnatov, ki jih je pripeljal s seboj, bodo sklenili kakšen posel. In če bodo stvari šle slabo z političnega vidika, bo lahko vedno rekel, ja, v redu, fantje, nismo ničesar zaključili, ampak smo prinesli pogodbe za $1000 milijard, tako da ravno kot neuporabno potovanje to ni bilo. Ampak če s seboj pripelješ 14 delegatov na tej ravni, to pomeni, da te je noro strah. Da je edina stvar, ki jo boš lahko prinesel domov, prodaja kakšnega letala ali kakšen posel. Problem je političen, kaj prineseš, ker mislim, da Trumpa, ne glede na izjave, ki sem jih danes prebral v poročilih, nismo dobro ocenili. Ničesar ne potrebujemo, Iran smo že izravnali za otroke. Mikromuca mi bo potem potrdila, ne? Da je v postelji izmerjeno, politični porti, mislim Trump. Non so come. Glede izjav, ki sem jih prebral v Dnevniku, si glede Ukrajine malo zatiskam oči. Glede Ukrajine. Že zdaj jim dajem malo, še naprej jim bom dajal še manj kot podporo. So samo Evropejci in zato lahko Putin misli, da je to pot do zaključka. In zakaj? Če misli, da bo na terenu osvojil tisto, česar še ni osvojil, no, sposobnost se začne malo izgubljati. Ker verjamem, Andare di forza dove non è arrivato oggi, credo che od tam izjave za televizijske novice niso uravnotežene. Težava je politična. Mislim, da so se malo izgubili med Putinom, ki ga Marko Baroncini sprašuje. Bom bolje razložil. Se nas sprašuje, ali smo govorili o prikriti grožnji. Kaj to pomeni? Misli, da je bilo v nekem trenutku v Putinovem govoru opozorilo za Armenijo, ki se recimo približuje Evropi. In to je zelo nasprotju z govorom o širjenju NATO kot glavnem vzroku.
In res je tako. Namesto tega Mi na tem kanalu že dolgo recimo zagovarjamo. Torej ne gre za vprašanje bližine. zgodba o raketah nameščenih v Ukrajini. Kot da bi v primeru jedrske izmenjave raketa, ki je izstreljena iz Nemčije ali iz Ukrajine, kaj spremenila. Ti izstreliš, oni izstrelijo, nič se ne spremeni. Hočete primerjavo? Rusi imajo jedrsko orožje v Kaliningradu že od nekdaj, pa se mi ne zdi, da bi si mi zaradi tega pulili lase. Pa vendar lahko tehnično bombardirajo Berlin v nekaj minutah, veliko prej kot lahko Američani iz Nemčije bombardirajo Moskvo, da si predstavljate. Torej ni. Dove sono i missili. Po mojem mnenju nikoli šlo za vprašanje kulture pristanišč, ker mislim, da so poleg izjav tudi dejanja pomembna. Je politično vprašanje. Mislim, da poleg izjav, ki sem jih danes prebral v Dnevniku, Ni bilo pretehtano. Problem je v izjavah, ki sem jih slišal v Dnevniku. Zdi se mi, da imaš težave. Problemi con... Malo ti šteka. Zdaj? Zdaj te slišim, ampak ne vem, če te bodo drugi videli. V redu. No, stvar je taka. Ukrajina, ki se zelo približa Zahodu, lahko postane laboratorij, ki bi na to neizogibno začel vplivati tudi znotraj Rusije zaradi bližine. In to je model, ki zagotovo Putinu in njegovi oligarhiji ni všeč. Zato je to zelo povezano s tem, kar je povedal Armeniji. Kot da bi rekel, pazi se približevanja Zahodu, takoj te opozarjam, poglej, kako se je zgodba odvila v Ukrajini. In omenil je Euromajdan. Ni bilo govora o NATO ali vojaški grožnji, ampak prav o tem, na koga moraš biti pozoren, koga izbiraš. Na katero stran se postavljaš? Tudi zato, ker če Ukrajini to dovolijo, s tem sporočajo vsem drugim, ki razmišljajo o tem, da je to mogoče narediti, da potem se to lahko naredi. In to je smrtonosno za Rusko federacijo. To jim ni dovoljeno. Ne pravim, da je prav ali narobe, da je tako. Pravim samo, da z vidika ne neke zelo stare ruske tradicije, ampak Rusije iz obdobja po Sovjetski zvezi. In zdaj obstaja pas ozemlja, znotraj katerega ti ni dovoljeno početi vsega, kar ti pade na pamet. In odločitev, da greš celo na sovražno stran, kar potem ni ideološko vprašanje, ampak je pravzaprav vprašanje posrednega napada. Prav je rekel Mirko, gre za Zahodni Berlin. Zahodni Berlin, torej zahodni del Berlina, je bil veliko bolj bleščeč, veliko bolj poln vsega. Nisem slišal za ljudi, ki bi plezali čez, da bi šli v Zahodni Berlin. Ne. Ampak v Nemčiji je bil Zahodni Berlin kot New York. Zakaj? Ker je vsak Nemec, ki je pogledal skozi okno, videl, kaj je zahodni svet. To je bil živi reklamni pano desetletja. To je bil tridimenzionalni model psihološke vojne. Blago. Tudi propaganda ni delovala, ker si odprl in videl tja čez ter gledal. Avtomobile, ki so peljali mimo. Avtomobili so se vozili naokoli, gledalo se je pod okno. Videl je Trabanta, kupljenega na obroke po dolgem čakanju v vrsti, na drugi strani pa je videl BMW-je, Mercedese. Videl je stvari, za katere si je rekel, kdaj bom jaz te stvari sploh videl. Na drugačni ravni bi Ukrajina opravila isto delo. In mi bi bili prvi, ki bi tja postavili nebotičnike, vse in še več. Postane oblika mehke moči, ker je dobesedno to, da je sosedova trava bolj zelena. Torej, Ruski bi prišel čez, če ne bi bilo vojne. Recimo, da se to ni zgodilo in da se je Ukrajina vedno bolj približevala, torej so bile investicije in tako naprej. Rus, ki bi prišel čez in vstopil v Ukrajino, bi v 20 letih videl državo, ki je veliko boljša z vidika blaginje, socialne varnosti, kot pa Rusija. Tam bi se začel jeziti in treba je upoštevati, da razen Sankt Peterburga, razen Moskve in še nekaj zelo redkih velikih mest, ki bi se vseeno lahko primerjala z zahodno prestolnico ali zahodnim mestom, čeprav na nižji ravni,
Ostalo, jaz živim v Nepiju, okrajina Viterbo, Nepi, Nepičani, Nepi v Rusiji. Ne vem, mislim, da je to šala. No, ni v resnici v slabem stanju, ampak res zelo, zelo slabem. Če bi kmetijski del, če bi del malih mest, če bi podeželski del Ukrajine, kdaj je predstavljal vzorec življenja na podeželju? Ampak meni je v redu, imam celo satelitsko televizijo, poglej avto, torej, in ko ne vem, kaj bi počel, grem poleti na dopust ob Črno morje. In ti imaš stranišče zunaj hiše, če imaš srečo, si kaj preračunaš in pogledaš tistega, ki vse vodi, rečeš, no, kako to? Jaz imam še vedno tako stranišče, on pa je tam. In vedno ti ukazuješ. Te stvari na koncu pridejo ven, nekaj je na tem. Rusija. Bjanka, ne govorim o Rusiji, tisti iz Brezna, iz Sibirije, drug svet. Ampak obstaja del podeželske Rusije, skoraj recimo i evropski del, ki bi to nekako zmogla. In so poskusili, kaj ne? Govor o Majdanu je v veliki meri izviral iz sprejmemo ruski trgovinski predlog, da se povežemo z njimi. Ampak v tem je bila past. Ker je Rusija zelo dobro vedela, da Ukrajina tega plina ne bi mogla plačati in bi se zato neizogibno zadolžila. In z zadolževanjem je prišel tudi večji politični vpliv Rusije, kar zdaj počne tudi v Moldaviji. Tehnika prisile. Ljudje pa so se odločili, da se obrnejo bolj proti Zahodu. Zagotovo bi za uvedbo zahodnega modela v Ukrajini potrebovali veliko časa, recimo 20 ali 30 let. In iskreno dvomim, da bi ga Putin sploh doživel v svojem življenju. Priznam tudi, da ima naš zahodni model, ne glede na svojo lepoto in bleščeče bogastvo, nekaj težav. Te težave omenja predsednik Združenih držav Amerike, ne jaz. Ko se pritožuje, pravi, fantje, tukaj nimamo tovarne, nimamo ničesar, imamo brezposelne, moramo ponovno vzpostaviti delovna mesta. Res je, da imamo umetno inteligenco, res je, da imamo visoko tehnologijo, res je, da imamo vojsko, najmočnejšo na svetu, ampak nam manjka ljudi, ki zjutraj normalno hodijo v službo in živijo svoje življenje. In to je predsednik, vodja najbolj kapitalističnega dela sveta. Torej, naš model ni tak, da... Ampak to je bila namerna odločitev. Nisi prišel do tega zaradi gospodarskega propada, ampak ker si izbral. Tako, ni tako, da bi ponujal kapitalistični razvojni model, nisem komunist, niti nisem član ali kaj podobnega. Naš model brez pravil je brez, kot pravi nekdo, strahu pred konkurentom. Obstajajo avtorji, ki glede na uro, glede na zdravila, se jih ne spomnim, vendar obstajajo avtorji, ki pravijo, da sovjetska ni toliko, jedrske izgubljen problem in paragone kapitalistični, ki je moral dokazati, da je sposoben zagotoviti socialne garancije, ki jih je dajala Sovjetska zveza, čeprav v drugačnem gospodarskem okolju. Moral je biti bolj prijazen kapitalist, zato so bile tu socialna stanovanja, brezplačno izobraževanje. Z tega vidika je to izjemno zanimivo, Pavlo. Ker so imeli Rusi znotraj države enak problem. Ampak, ko je Sovjetska zveza izginila, ni bilo več treba dokazovati, da si dober in sočuten, postal si kapitalist z zobmi prepojenimi s krvjo. Zato izvolite. Imamo idejo kapitalizma brez strahu pred konkurentom, recimo temu tako. Če obrnemo vloge, se lahko kapitalistični model zdi bleščeč, zagotovo, kot smo videli v Ukrajini, celo sijajen. Če ga izkusiš na lastni koži 20, 30, 40 let, bi bilo veliko ljudi razočaranih nad začetnimi pričakovanji. Vendar pa je to izhodišče izjemno disfunkcionalno. Putin si ne želi niti tvegati in reči, no, vidite, morda smo imeli tudi kaj dobrega. Ne, noče tvegati in razumem z njegovega vidika. Ne, če nimaš konkurenta, nisi potisnen naprej. To je nekako razlog, zakaj je model vedno propadal. Si potisnjen naprej, vendar to ni niti zadržek za spremembo. Ni bilo notranjega pritiska, da bi rekel, ampak jaz hočem narediti bolje in tako naprej. Ne, saj je bila plača vedno enaka. Poglejte, mi smo bili v prvi vrsti v hladni vojni proti Varšavskemu paktu, ki je bil na drugi strani.
Ampak po vašem mnenju, ali evropski kapitalizem res ni mogel dočakati, da nam da socialno državo, kot so imeli evropski narodi? Pokojnine, toplice, javno zdravstvo, javne šole na tak način. To je bil način, da so rekli, poglejte, mogoče je živeti v kapitalističnem, liberalnem svetu z ekonomskega vidika in imeti dostojno življenje. Ni treba biti komunist, da te zdravnik pregleda zastonj. Ni treba biti komunist, da greš na univerzo. Ker si lahko kapitalist in imaš univerzo po dostopni ceni. Torej si propadli model. Konec. V Italiji pa ves pritisk na socialno državo pravi, no, ni več potrebe, da jo vzdržujemo, saj ni več nikogar, nikomur ni treba ničesar več dokazovati. In to je žalostno glede te zgodbe. Manjkajo tudi tiste politike, ki so bile namenjene privabljanju, s tem, da so kazale, da je to boljši model. Tako, to pravi, glej, Stefano Picin pravi, na Zahodu so bile socialdemokracije. Socialdemokracije so kapitalistični oziroma humanistični odgovor na čisti socialistični model, v katerem smo vsi enaki. Državno plansko gospodarstvo. Proti kateri, naj vam dam eno opombo, gremo v smeri, o kateri dobro preberite, kar pravi Musk, kar pravi Peter Thiel, kar pravijo ti ljudje. In potem mi povejte, če vidite kakšno veliko razliko z gospodarstvom, ki ga vodi oblast od zgoraj, s 5 letkami, kot jih je imela Sovjetska zveza ali Kitajska. Vse bo izbrala elita ljudi, ki bodo odločali za vse in povedali, kaj je treba narediti. Fantje, to so stvari, ki jih je treba narediti, to je model ekonomikov. Komunizem, posredovan prek vodilnih na področju umetne inteligence. Zanimivo je, kaj ne? Obdobje, ali je? Prišel je partner. Turbokapitalizem, torej karkoli samo, da naredim dobiček, tudi če odpeljem tovarne na drugo stran sveta. In to smo videli v zadnjih 30 letih. Sistematično selitev tovarn ven in razgradnjo, samo zaradi dobička. Torej, ta model je bil spodbujen tudi strani nasprotnega modela, ker je moral pokazati, da je boljši, da odpreš kletke, fare solo čisti kapitalizem, torej, kjer vsak dela analizo zase na trgu in misli samo na dobiček. Ne, nisem videl Persolove analize, Renato, ampak sem videl, da sem danes prejel njegovo knjigo. Proti imperijem, drugega moram še prebrati, ker ga bomo gostili na kanalu. Knjiga mi je prispela ravno danes, tako da ne, še nisem videl in jo moram še prebrati. Ampak se strinjam s tem, kar pravi Capitini. Druga točka, ki morda ni bila zelo izpostavljena, pa vendarle obstaja. Prvič, Putin, poleg tega, da pravi, da želi govoriti z Zelenskim, kar ni res, se ni želel govoriti z Zelenskim, ko je še včeraj govoril. To je nekaj novega, to je res nekaj novega. Da ni bil legitimen, torej, no, po Berlusconijevo se je sam od sebe distanciral, ampak pustimo to, vse v politiki lahko počneš, kar hočeš. Druga pomembna točka pa je, po mojem mnenju, ta, da želi prvič govoriti z Evropejci. Ja, to nam je bilo zelo všeč. Če bi bili tam in vsi spali, bi rekel, hočem govoriti z njim, ker je poklical. Kdo se oglasi na telefon? Grem jaz, pejdi, obleci si hlače, obleci si kravato. Kako je? Čemu je pripisana ta sprememba, da sogovornik, s katerim Putin zelo sramežljivo poskuša nekaj odpreti, nenadoma ni več Amerika, ampak Evropa? Mislim, da je to vedno po rusko, vendar pa gre za priznanje ravnotežja. Pravi, no, glede na to, da so jih Američani pustili, so Američani zmanjšali svoj angažma, zelo so zmanjšali prispevek in pomoč Ukrajini. Večina materialnega dela, oborožitve in tako naprej poteka prek posredovanja. Mi kupimo orožje od Američanov in ga nato damo Ukrajincem. Ostaja pa to, da Združene države še vedno zagotavljajo veliko podporo na področju obveščevalnih podatkov in nudijo podporo satelitske komunikacije. Ni tako, da ne naredijo ničesar, vendar z ekonomskega vidika, torej kar se tiče denarja, denar prispevamo mi, Evropejci.
Orožje kupujemo mi, Evropejci, od Američanov in ga dajemo Ukrajincem, zato postajamo akter, ki je del vojne. Ker je to tisto, kar dejansko vsak dan poganja vse skupaj. Ker Američani niso več glavni sponzorji z dovoljenjem, mislim, Američanov, nam Putin sporoča, no, ker ste vi tisti, ki vzdržujete ta konflikt pri življenju, se bomo pogovarjali z vami. Obstaja upravičeno vprašanje. Znani 90 milijard izginotje Orbana in Fisa, ki je mimogrede šel v Rusijo, se, če se ne motim, ni udeležil parade, ampak je takoj zatem imel pogovor. Potem njegovi trojanski konji za blokado mehanizma, kaj ne? Hvala, znotraj je. Evropa, ki se predstavlja, torej Evropa, rekli smo nekaj pametnega. Potrebovali smo 2 dni, da smo to povedali, ampak na koncu sem rekel, no, če moramo res govoriti z vami, bomo mi izbrali svojega predstavnika. Treba je upoštevati eno stvar, da v 5 letih vojne Evropska unija nikoli ni imenovala drugega predstavnika, ki bi imel nalogo opravljati to delo, da bi se predstavljal kot tisti, ki govori v imenu Evropske unije. Prosim, ne pošiljajmo tja Kalasove. Ampak glej, če bi poslali Kalasovo, potem bi jo našli v Sibiriji, izgubili bi jo, končno, tam je Kalasova. Pošljimo tja Kalasovo, ker tam bi res izbruhnila jedrska vojna, saj za te stvari res nima občutka. Hvala, ne, ni da nima. Ni, mislim, ne. Poštemo mikrocurek, mikrovate, to je muka. Je zelot. Pridimo zdaj k delu, ki se ne dogaja na bojišču. Praktično se ne zgodi nič. To je zadnji dovolj razvit dokument o izčrpavajočem vojskovanju v Ukrajini. Če pogledamo tudi animacije fronte v zadnjih zdaj že 2 mesecih in pol, recimo v 5 mesecih in pol, smo na 13. Takšnega upočasnjevanja fronte nisem videl od konca leta 2022. Mislim, v primerjavi z letoma 2023, 2024, 2025, ko je bilo veliko sprememb. Da si lažje predstavljate, to je animacija Donbasa od 1. januarja 2026 do danes. Od fronte pri Limanu pa vse do tistega pri Orihivu. Da dobite predstavo, tukaj je Kostjantinivka, tukaj je Pokrovsk in tako naprej. To je gibanje fronte v zadnjih 5 mesecih skoraj neopazno, razen na delu fronte, ki gre proti Slovjansku in Kramatorsku. To je edini del, ki se premika. Res, zelo malo. Mimogrede, če naredimo bilanco med tem, kar so izgubili na fronti pri Zaporožju in tem, kar je bilo izgubljeno, so rahlo v plusu, ampak to je skoraj nič. Torej je zelo počasno. In tega ne pravim jaz, pejte pogledat, dal sem vam celo vrsto, pravzaprav vam jo dam v klepet, ruskih vojakov, tudi ruskih vojaških blogerjev. Tudi tisti najbolj optimistični recimo pravijo, da bi v najboljšem primeru morda do jeseni 2026, po mojem mnenju so celo preveč optimistični, lahko bili blizu Kramatorska in Slovjanska, kar kot rezultat, recimo, da pridemo do konca leta 2026, 5 let vojne, to ni ravno nekaj, s čimer bi se lahko vrnili domov in igrali fanfare. Torej, obstaja tudi ta objektivna težava soočanja z realnostjo na terenu, ki je dobesedno obstala. Utišan si, Pavlo. In potem se je treba spomniti, da osvojitev Donbasa predstavlja fizični vidik, ki naj pokaže, da smo to zmagali, vendar to ni strateški cilj Rusije. Strateški cilj Rusije je še vedno tisti, ki smo ga omenili prej, preprečiti, da bi Ukrajina na kakršenkoli način vstopila v tisto razpravo, zaradi katere je bila vojna razglašena. Hvala. Ideja je bila sprememba države, torej sprememba oblasti, bolj kot nadzor nad omrežjem. In to je težki del, morda pogajalski del, pomeni pogajati se pogajati se z Evropo, z odobritvijo Američanov
in si vzamem Donbas ali del Donbasa. In to razveseli ruskega kmeta, katerega sin je umrl, da bi si prilastil kos zemlje. Ampak to ni razlog, zaradi katerega sem jaz Putin šel v vojno. Šel sem v vojno zato, da ta del sveta ne bi pripadal vam in da nič ne bi pripadalo meni. O tem se je vse težje pogajati. Putin zagotovo ve, da pogajanja z Evropsko unijo, ki ni ena sama država, ampak je meddržavni dogovor, niso enaka kot pogajanja z Združenimi državami. Ni isto kot govoriti z Bidenom ali s Trumpom. Jaz govorim z nekom, ki če mi reče, v redu grem, on ve, da mora govoriti z izjemno šibkim sogovornikom. Naj bo to Schröder, pa ne bo, ali Merklova, pa tudi ne bo. Schröderju se to ne splača, ni naključje, da je mala noč. On je rekel, tukaj je njegov Schröder. Ker je do leta 2022 Schröder delal za Rosneft. Ampak je naredil, da bi prihranil čas, pravi Schröder. Imam ga tukaj blizu, že je tukaj, moram te spomniti in govorim z njim. To je naredil zaradi udobja, da bi prihranil potne stroške. Torej, recimo, kdorkoli bi bil izbran kot predstavnik, da bi se pogajal v imenu koga. Torej, v imenu koga, razumete, nasprotujoče si interese, ki bi jih v tem primeru vsaka država prinesla v odnosu do Ruske federacije. Madžarska živi od ruskega plina, Češka republika približno enako, Nemčija, če bi rekli, glej, ponovno ti odpremo plinovode, torej te imenujejo za cesarja, Francozi ne, mi tega ne vemo. Torej, tako zelo je postala Federacija evropskih pogajanj v primerjavi z Rusko federacijo. Kar bi morda celo ustrezalo Rusom v projektu postavitve vlade, ki ni proruska, ampak vsaj ni evropska. To je država, ki trguje z obema, recimo tako, da je mirna. Malo tukaj, malo tam, potem pa bomo videli, kako bo šlo. Ker to je končni cilj, ne pa Donbas. Odpiranje Evropi pomeni odpiranje nekomu, ki je v bistvu šibek, ker nima političnega zastopstva. Zelo preprosto. Recimo, da ni človek, ki bi ga Evropa sprejela za zastopanje svojih barv. Kogarkoli že pošljajo, katerokoli osebo nam pošljajo. Fizično ne more govoriti v imenu vseh držav Evropske unije, ker ni skupne vizije. Dokler ti praviš, dajmo orožje, dajmo denar in oni vodijo vojno, je stvar enostavna. Ampak ko začneš govoriti, da vojne ne bo več, kaj imam od tega? V tistem trenutku si vsaka država postavi vprašanje, kaj imam jaz od tega, če rečem da, če naredimo tako. Grčija, kaj imam od tega? Portugalska, kaj imam od tega? Belgija, kaj imam od tega? Zvezna republika Nemčija, kaj imam od tega? Ampak v Nemčiji ni zelo priljubljen. V Nemčiji Schröderja naravnost sovražijo. Ampak res ne Schröder, mirovni sporazum, ki gre vso korist Poljakom in kdaj pa gre v korist Madžarom in ali, na primer, Čehi. Potem začnejo ponovno prihajati na površje notranja trenja v Evropi, ki so vedno obstajala. Na to cilja, mislim, Putin se dobro ve, da Evropa nima moči. Ker ni bila zgrajena za upravljanje takšnih stvari, za reševanje zadev te vrste. Mi se bomo obrnili na Ameriko in rekli, kaj moramo storiti, to jih bomo vprašali in to je dogovor, ki poteka nad našimi glavami. Ti se pogovori z Evropejci, ki, ko ne bodo vedeli, kaj morajo storiti, bodo poklicali nas, Američane, v Washington in vprašali, kaj morajo narediti. Mi jim bomo povedali, kaj morajo storiti in oni bodo to naredili. Obstaja tudi izbira, ki je le vaba za naivneže. Jaz rečem Schröder, oni rečejo Schröder. Niti mrtev si ga plačeval do včeraj. Pa ne, pa... Ponavljam, lahko pride tudi Karel Veliki, cesar August. Osebe določene pomembnosti, Bonifacij VIII, zdaj ne vedo, obstajajo te liki. Sončni kralj, sončni kralj je dodeljen Evropi, da je tudi lepa prisotnost velikih bukolikov, je tudi v redu. Ni nikogar, ki ne bi predstavljal tega, za čimer ni nikogar, ni stvari, ki bi jo lahko predstavljala ena sama oseba. Torej, ko moramo govoriti o nekom, pošljemo našega predsednika vlade,
Macron pa pride sam. Nemški kancler govori za Nemčijo. To je razsežnost klepeta, to je razsežnost. Da ti pokažem malo, kaj mislijo vojaki. Bloger, to je od Ribarja, hvala. Praktično pravi, da na koncu Rusija, tudi če bi ruska vojska hipotetično uspela pridobiti nekaj položajev vzdolž državne meje, se v zalednih območjih vseeno ne bi nič spremenilo. Na koncu teh člankov piše, to je tisto, kar pravi Ribar, pravi: nič več napadov z mehaniziranimi tanki. Ukrajinski napadi dolgega dosega se ne morejo ustaviti, ker Rusija nima zračne obrambe za celotno ozemlje. Tudi če bi Rusi vodili vojno, da bi uspeli napredovati, se ne bi nič spremenilo. Ker ni tako, da če ga premakneš za 20 km naprej ali nazaj za 20, da bi se kaj spremenilo. To je to. Še en ruski propagandist, imenuje se Mihail Zvinčuk, je trdil, da je obtoževanje sosedov priročen izgovor za Ruse, vendar to preprosto ni res. Po njegovem mnenju morajo Rusi priznati, da je Ukrajina zdaj sposobna izstreljevati drone na zelo velike razdalje. In prav te dni se je govorilo o tem, da so ukrajinske drone opazili celo na Uralu. To je posnetek ukrajinskega drona na razdalji 1600 km v merilu. To, kar se dogaja z Američani, z Iranom, Lahko naslednjih 25 let pošiljaš drone sem in tja, ruske nad Ukrajino in ukrajinske nad Rusijo. To ni način, da se to konča, ne deluje, je samo način, da se ohranja pritisk. To pa drži. Ne moreš misliti, da je preobrat v vojni to, da Rusi izvedejo kampanjo raketnih napadov in uničijo to in ono. In Ukrajinci izvedejo kampanjo napadov z droni in uničijo rafinerije. Ni to. To ni odločilni element boja in še vedno ostaja. Zdi se čudno, pehota, ki je kopenski del, pa se ne more premikati zaradi dronov. Tako bi se ta vojna lahko mirno nadaljevala še naslednja leta z izstreljevanjem 20 dronov na eden proti drugemu. In ti si tam, avtobus v Lvovu in ti in. V Lvovu. Ampak to se ne bo spremenilo. Ljudi bo prisililo živeti v nenehni negotovosti. Ampak to je tisto, česar niso predvideli. Mislili so, da bodo prinesli vojno v Ukrajino, ne da bi sami kaj utrpeli. Po drugi strani pa zdaj, ko je fronta obstala, nihče noče tvegati ljudi. Ne na eni, ne na drugi strani. Prišlo je do kratkega in sramežljivega napada z ene in druge strani. Pred mesecem in pol, eden pri Limanu, eden pri Pokrosu, ki so se končali zelo slabo. Tako na ukrajinski strani, kjer je bil bataljon Skala, kot na ruski strani, le redki želijo tvegati življenje. In zato, če ostanemo v stanju, kjer jaz pošiljam drone nate, ti pošiljaš drone name, potem pa je vprašanje, kdo ima več za izgubiti. Vedo che siano Rusi, ker ima zagotovo bolj donosne tarče. Veliko večji učinek ima zadeti rafinerijo, kot pa nekaj stanovanjskih blokov. in Ukrajina. Tudi zato, ker večina vsega tako ali tako prihaja iz tujine. In skladišč, kjer proizvajajo drone, je toliko, so majhni, decentralizirani, da na koncu to ni vrsta industrije, ki bi jo lahko učinkovito napadel. Tudi sami Ukrajinci niso uspeli zadeti proizvodnje dronov Geran, tistih, ki izhajajo iz šahedov. Zakaj so jih Rusi naredili toliko? Kar zadeva skladišča, to ni tisto, kar ustavi veliko proizvodnjo. Sem opazil, da že približno 7 do 8 mesecev mnogi vojaški blogerji, pa tudi italijanski propagandisti začenjajo govoriti. Prvotnih ciljev ne moremo doseči. Največ, kar lahko vzamemo, je Donbas. Ampak, ko imaš Donbas, v redu, ga imaš. In potem, če ni cilja. To ni tisto, na kar cilja Putin. Na tej točki bi to resnično bil strateški poraz. Če stvari grejo tako, vzamete Donbas, mi pa gremo v Evropsko unijo. Eno.
poraz primerljiv s tistim, ki bi ga Donald Trump doživel, če bi se ti pogovori končali. Pravilno je rekel Ormus, ga obdržimo mi, pa Zdara ne obdržimo mi in obdržimo tudi druge ajatole. Uničil je nekaj stvari, ampak bilo je v veselje. Mislim, verjamem, da Vladimir Putin še vedno meni, da je mogoče doseči strateški cilj. Res je, to smo povedali že na začetku te oddaje, da je bil to režim, če ne prijateljski, pa vsaj ne sovražen. In še vedno verjame v to, zdaj bi ta režim lahko, če izgubi podporo te ameriške administracije. Potem smo tudi pri vprašanju, Putin nima zagotovila, da je morda prepričal Trumpovo administracijo, da ne podpira ukrajinske vlade. Ampak kaj veš? Kaj? Naslednja administracija pa to vidi popolnoma drugače in znova začne z množično pomočjo Ukrajini v protiruski različici. Trumpova administracija je tako neuravnotežena, ne samo on, ki je po naravi neuravnotežen, ampak tudi politična gibanja Trumpove administracije so takšna, da neuravnoteženi, ki ne dajo Rusom občutka varnosti, da bi se dogovor, ki predvideva, da Ukrajina ne bi bila več tako močno podprta s strani Združenih držav, potem nadaljeval. Z naslednjo ali naslednjimi administracijami se znova znajdejo v položaju Ukrajine, kakršna je zdaj. Hočejo to videti, nimajo zagotovila in stavijo na šibko točko, morda Evropa ne bo imela moči in analiza ni napačna, ker nima. Struktura moči dolgo časa enotno podpirati jasno nasprotovanje Rusiji. Torej, rekli smo, da damo 90 milijard in orožje, tako ker je še vedno vojna. To, da ob možnosti miru bi se, mislim, odprla vrsta razlikovanj in izjem, ki bi močno oslabila pogajalsko moč Rusije. In tudi na to mislim, da računa. Zato na paradi pravi, da vidi bližnjo rešitev. Je zagotovo ne vidi s tanki in je tudi ne vidi z droni. Vidijo na tem področju tukaj. Jaz vidim, da ne morejo več ničesar narediti, ker če so ruske enote Rubikon uspele narediti nekaj novega, kar je v bistvu interdikcija, ne pa neposredna taktična podpora z droni, zdaj tudi Ukrajinci, to so sistemi z umetno inteligenco, prepoznavajo silhuete in delujejo po svoje. Zdaj začenjajo delovati vzdolž ceste, ki praktično poteka skozi območje Zaporožja in vodi vse do Hersona in Krima. Na samostojen način. Izvajajo toliko interdikcije, ne govorimo o FPV dronu, ki gre dobesedno nadlegovati, to so ruski logistični tovornjaki, ki jih je zdaj že težko organizirati. Ena najmanjših akcij, celo osnovno dejanje, postane problem, ker imaš ves. Govorimo o 160 km nazaj, torej zdaj droni že delujejo. V enem letu smo prešli od dronov, ki so delovali v običajnem območju, 20-30 km na 40-60, kar je bilo približno to, kar se je zgodilo sredi lanskega leta, proti koncu, do teh, ki so zdaj prišli. To je izjemno pomembno. Povežite to naprimer s tem, kar se dogaja v Libanonu, na severu Izraela, s Hezbolahom, ki nekoliko grobo osnema lekcije, ki so jih pridobili iz ukrajinskega bojišča proti Izraelcem, ki imajo premoč v oklepnih silah. Zdaj se začenjajo pojavljati številke uničenih tankov, tam pa začenjajo imeti neko številko, to je pomembno. To je zelo pomemben vidik. Kar pravi Mirko je, da je kilometrov veliko, recimo 200 kilometrov, znotraj katere nimaš nobene svobode. Moramo misliti, da je enako tudi za drugo stran. Ni nujno, da lahko oba tekmeca razširita to območje, ker nimata enakih zmogljivosti. Te stvari sta razkrila Aleksej Zirov in Vladimir Romanov, zelo znan ruski vojaški bloger, ki sta tudi pokazala razbitine uničenih vozil. Na strateški arteriji, tisti, ki vodi iz Rostova, kot lahko vidite,
gre skozi Mariupol in nato praktično vodi vse do Krima, ki je od fronte oddaljen 160-200 km. Zdaj naj bi bila stalno tarča ameriških dronov, zahvaljujoč omrežju Starlink. To bi bila avtocesta M14, za katero so še pred nekaj meseci mislili, da je varna, zunaj območja, kjer delujejo. Oba delujeta na tako neverjetnih razdaljah. Kaj želiš organizirati, če te zadenejo od zadaj? Ne, lahko se odzoveš tudi ti znotraj 160 km ukrajinskega ozemlja na enak način in jim preprečiš, da bi tam delovali, upoštevajoč, da imajo Rusi še dodatno raketno silo, ki je Ukrajinci nimajo. Se pravi, lahko udarijo z res težkim orožjem, ki nosi precej drugačen bojni tovor kot dron, govorim o raketi, o objektih in položajih, ki so veliko globlje. Ukrajinci lahko dosežejo 160 km, ker imajo Starlink, Rusi pa tega ne zmorejo, ker nimajo omrežja, ki bi podpiralo take razdalje. Da pridejo tako daleč, z droni, da dosežejo te razdalje, uporabljajo skenerje. Jaz začnem streljati na postaje, na centrale, na mostove, na tiste dele, ki vsem v Ukrajini onemogočajo življenje. Vidiš, kako enostavno je. Se pravi, vzajemna škoda brez možnosti vojaškega razvoja na terenu. Gre samo za to, da si medsebojno uničujemo stvari in si otežujemo življenje. Ampak brez sprememb, brez iskanja izhoda iz vojne, ne vem, če sem jaz. Torej, mi otežuješ življenje, meni, Rusu, prav. Jaz pa ti ga poskušam otežiti, dokler lahko. In še malo globlje, kjer ti ne moreš, ker živiš v Lvovu, in ti povzročam škodo. To, da si povzročamo škodo z ene strani na drugo, ne prinaša ničesar na fronti. Fronta je vojaška rešitev situacije. To je tisto, kar poskuša povedati tudi Putin, ne? Opazil sem to. Povečuje se sposobnost zaviranja nasprotnika pri izvajanju določenih dejanj na razdalji, kar vojaške operacije vedno bolj zapleta. Ne. Tudi bolj nesmiselne. Ker kako naj to narediš, ne? Uporabljamo te hornete, ki so pred kratkim zadeli Mariupol, da si lahko predstavljate. Prišli so do Mariupola in zadeli, seveda zahvaljujoč Starlinku. Zato je to popolnoma nujen element za to sposobnost. To opažam. Sčasoma se vidi ta sposobnost obeh za udarjanje, predvsem pa zahvaljujoč Starlinku v globino in ne vidiš nobenega napredka glede sposobnosti. Obstaja ena. Tukaj je pripomba v klepetu, pravi, nekaj mi ni jasno. Ukrajinske tovarne dronov so v Nemčiji, medtem ko so ruske lahka tarča. Poglejte, Rusi so premaknili celotno industrijsko verigo onkraj Uralov, zato nimajo težav s premikanjem tovarn. Tovarne dronov so v Tatarstanu. Torej, to ni problem, to je pripomba, ki ne vodi nikamor. Če imajo Rusi s čim težave, je to prostor. Potem tudi ni res, da so ukrajinski droni v Nemčiji. Zelo malo jih je proizvedenih v tujini. Še vedno se v veliki meri oskrbujejo pri Kitajcih, čeprav imajo lastno proizvodnjo. Pravzaprav je kar nekaj pomembnih dobaviteljev tudi v Latviji, Estoniji in Litvi. Tudi Rusi so jih zadeli z nekaj napadi, recimo z ognjem, požarom pred nekaj leti. To je bistvo. Ukrajinci so bolj decentralizirani. Imajo veliko dobaviteljev, veliko povezav, dvostranski odnosi z različnimi državami. Čeprav še vedno veliko kupujejo od Kitajcev. Medtem ko Rusi ponavadi centralizirajo, vendar na zelo velike razdalje. Vendar ponavljam. Uporaba dronov na eni in drugi strani ni odločilna. Ko rečem odločilna, mislim, da ne spremeni situacije. Ni tako, da bi se kdo na koncu predal zaradi dronov. Rečeš dovolj, preveč jih je. Ni tako, ni kot bi rekel, da je preveč artilerije. To je napaka, ki jo trenutno dela Trump. Vi banda, stvari letijo, mečejo bombe, glejte, bombardiranje je bilo ameriško, kaj šele droni. Ker če ti odvrže to, česar dron ne naredi, se ni nič spremenilo. Ker na koncu uporaba artilerije vključno z droni, opravlja isto funkcijo ognja.
Ogeni omogoča manever. Če ne moreš manevrirati, zapravljaš strelivo, povzročaš samo škodo. Ampak ne uspeš ustvariti pogojev, da bi lahko. To je tisto, kar potem spremeni razmerje moči in povzroči, da ena ali obe strani izgubita. Streljanje z enega brega na drugega sploh ni vojna. To je streljanje z enega brega reke na drugega. V zgodovini se je že zgodilo, da to ni delovalo. Prva svetovna vojna se konča tako, z vojskami, ki se pobijajo na neki točki ravnotežja in porazom ter zmago. Ne gre za frontno črto, ampak za razmere v zaledju, za gospodarstvo, za vzdržnost enot na fronti, za pogoje preživetja ljudi, ki niso bili na fronti. Poglejte, kako to deluje. Če pričakujete veliko zmago v prvi svetovni vojni, jih je nekaj. Nemške enote so obveščene, da je vojne konec. Na fronti jim povedo, da se je vojna končala 11. novembra ob 11. uri. V redu, potem pojdimo domov. Pojdimo. Obstaja tudi ena težava, nekdo reče, ampak če napadejo tovarne teh, onih, upoštevajte, da ima večina ukrajinskih enot svojo ekipo monterjev dronov, inženirjev in tako dalje, ki izvajajo tako spremembe, ki jih zahtevajo enote na terenu, kot tudi dobesedno izdelujejo drone za to enoto. Govorimo na ravni bataljona, včasih celo na manjših ravneh, tudi na ravni čete, torej 2 ali 3 tvoji ljudje, ki se tam lotijo dela s plastičnimi vezicami. Zakaj? Ker skoraj. Ogni unità ha Preference. Tako na ravni dobave, kot tudi glede vrste drona. Torej gre za zelo razdrobljeno proizvodnjo, ki je pri Ukrajincih seveda precej neenotna. Medtem ko Rusi težijo k poenotenju vsega in proizvodnji v tovarnah in tako dalje. Zato jih je tudi težko zadeti, saj so včasih droni dobesedno sestavljeni kos za kosom, od servomotorjev do baterij in vsega ostalega. V majhni hiši, 30 km za fronto, ker jih ta enota želi uporabiti kot orožje, nameščene zgoraj, kot so antene in podobne stvari. Tako je to skoraj postalo logistično delo po meri, enota za enoto, ni ničesar standardiziranega. Poglejte, to so vprašanja za tiste, ki preučujejo te pojave. To počneva jaz in Mirko za naslednjo knjigo, ki bo izšla, o tem bo potem govoril Mirko. Poglejte, to so... Piševa knjigo s Parabellumom. In seveda sodelujejo Kapitini, Mija, Polikjeni, Barzali, predsednik Madalun in tako naprej. Razdeljeno po poglavjih, po področjih, tudi globalno, torej vključena tudi Zara. Poglejte, potem se je to spremenilo v paradigmo, ki bo veljala naslednjih 20 let. To je že druga zgodba. Ampak to, kar vidimo zdaj, smo videli najprej na začetku te vojne. Profesionalne vojske ne delujejo več, jih je premalo. V obdobju, ko je bilo še mogoče nekoliko v vojni manevrirati, je bila majhna profesionalna vojska požrta živa. Torej je treba najprej ustvariti profesionalne vojske. Kriza oklepnih sil, pravi, imamo oklepne sile, obe strani so jih imeli, v sorazmerju so jih imeli obe strani, ne? V sorazmerju je imela Ukrajina več oklepnih sil kot katerakoli druga evropska država. Kaj jih je ustavilo? Droni. Zdaj droni pokažejo, da lahko onemogočijo tako širok pas bojišča, da to praktično ni več bojišče. Vidite, če bi danes organiziral vojsko, kdorkoli bi bil moje orodje, bi bilo narejeno tako, da mora začeti upoštevati zelo pomembne dejavnike, kot je Starlink. Starlink je zasebni akter. Zasebni akter, prvič se zgodi, da zasebnik državi v vojni zagotovi orodja za bojevanje te vojne. In tako, ker gre za zasebnega akterja, bi se lahko tudi odločil in rekel, veš kaj, jaz isto stvar prodam drugemu, ki mi ponudi več, recimo. To ni izključeno, lahko bi bilo tudi tako. Prvič se to dogaja. Vmešavanje zasebnikov na tej ravni v vojno. Vidite, koliko novosti je na tej poti. In vprašanje vseh je, ali to velja samo med Rusi in Ukrajinci, ali bo veljalo za vse prihodnje konflikte v naslednjih 20-30 letih. Ker glede na odgovor, ki ga daš, začneš razmišljati, veš kaj. Jaz naredim nekaj manj F-35, naredim ekvivalent v milijonih dolarjev v dronih, morda veliko bolj sofisticiranih kot tisti, ki jih imam zdaj.
Ne naredim letalonosilke, ampak nosilko dronov, recimo. Kaj pa obvezno služenje vojaškega roka? Za koliko mesecev? Kaj se dogaja? Vidite, koliko stvari pride na dan iz teh pogovorov, ki jih tudi mi poskušamo voditi, in vas vabim, da jih vodite, ker je to, mislim, tudi nekakšen kulturni napredek, ko med seboj razpravljamo o teh temah. Odgovor tukaj. Odgovorite na nekaj vprašanj. Tudi iz Poljske, da, seveda. Poglejte si vojaško publikacijo Military Balance 2022. Ukrajina je imela ocenjenih približno 1000 tankov, delujočih pa jih je bilo 5. Vendar jih je bilo v rezervi kar nekaj. Alex Dark nas sprašuje, verjetno je to neumno vprašanje, ampak ga vseeno postavljam. Kaj preprečuje Rusom, da bi izvedli obsežno in neprekinjeno zračno kampanjo nad vso infrastrukturo ukrajinskih mest z bombardiranjem? Se spomniš vseh prenosov v živo, ki smo jih naredili pri Lanzari? Poglej število izgub, ki so jih utrpeli Rusi. Enako velja za tiste, ki so se podali izven dosega zaščite svojih protiletalskih sistemov. Saj Rusi vedno sodelujejo. Zračne sile delujejo znotraj zaščitnega mehurčka svojih protiletalskih sistemov. In ni delovalo. Helikopteri, na primer, so utrpeli velike izgube in jih skorajda ne vidimo več v uporabi, ker so helikopteri izjemno ranljivi. Vietnamska vojna je bila vojna helikopterjev. Odkritje, da imaš prevozno sredstvo, ki te pripelje sredi ničesar in ti pusti precejšnje število opremljenih vojakov, je bila vojna helikopterjev. To je obdobje, ko se ti zdi, da je helikopter drag prevoz. Težko ga izdelati, težko je usposobiti ljudi, je zelo občutljiv, potrebuje veliko vzdrževanja, je zelo zahtevna stvar. In helikopter je izginil. Zadnja številka je bila med 330 in 350 helikopterjev. Koliko helikopterjev ima Italija na voljo na leto? Vključno s tistimi za reševanje jih je bilo okoli 300. Tudi če prišteješ tiste od gasilcev, da dobiš predstavo, in vsi so bili helikopterji določene kakovosti. Veliko jih je bilo. Pravilno je bilo postavljeno vprašanje, kaj čakajo, da uporabijo bombnike. Zakaj ne izvedejo bombardiranja? Izvedejo bombardiranje, naredijo ga tako, kot ga lahko. Bombniki, ki na določeni višini odvržejo ne navadne bombe, ampak vodene bombe ali bombe. Edina stvar, ki jo lahko narediš, ideja bombardiranja Hanoja z B-52 nad Hanojem, ki odprejo loputo in bombe padejo dol, tega ne moreš več narediti. Torej, se še splača obdržati B-52, da ti povem. Poleg tega, da nimajo dovolj strateških bombnikov, je pa še ena stvar. Običajno strateške in raketne kampanje izvedeš na začetku vojne, da nasprotnika izločiš iz igre. Rusi nikoli niso pridobili sposobnosti Američanov, da bi nasprotnika izločili samo z raketnimi napadi. To so ugotovili tako zaradi pomanjkanja satelitske pokritosti. Obstajajo različna poročila o začetku vojne, o tem, koliko so Ukrajinci prikrili in premaknili. In zato Rusom ni uspelo uničiti vseh ukrajinskih protiletalskih sistemov, niti jih najti. Obstajajo tudi dramatični posnetki. Ukrajinski pilot se vkrca v svoj MiG-29 2 minuti preden prispejo rakete, da si lahko predstavljate. Tako jim je vseeno uspelo rešiti svoje. Rusi tega nikoli več niso uspeli obvladati, a tega tudi zgodovinsko nikoli niso imeli. Nimajo flote tankerjev za izvajanje strateških kampanj. Za oskrbo v zraku jih imajo zelo malo, čeprav ta razdalja ni velika. Nimajo veliko letal, ki bi lahko izstreljevala rakete. Lahko uporabiš MiG-31, lahko uporabiš Tupoljeve, ampak nismo na ravni Američanov, ki so v zalivski vojni izstrelili 800 raket v enem dnevu. Ampak letala potrebujejo infrastrukturo, potrebujejo letališča, potrebujejo steze, potrebujejo radarje, potrebujejo letalsko podporo, potrebujejo veliko stvari, ki so na tleh in ostanejo na tleh. Se pravi, primerjam to z dronom, ki mu zadostuje 100 metrov ceste pred trafiko. Letalstvo potrebuje steze in to tudi posebej urejene, ker če letiš, ne moreš kar na travniku, recimo tako. Obstajajo letala, ki potrebujejo, še posebej naša, ki so zelo občutljiva, steze, ki morajo biti posebej urejene. To je še ena vrsta urjenja.
Američani, ki še vedno veliko in upravičeno stavijo na konvencionalno letalstvo kot ofenzivno orožje, danes v Iranu vidijo, da ne morejo doseči svojih ciljev. Ker je Iran preprosto odločil, da ne bo sprejel vrste vojne, ki so mu jo predlagali Američani, ampak se bo boril z drugo, sestavljeno iz dronov in raket. Če mi želiš uničiti kasarno Pasdarano, kar naredi, če jo želiš uničiti, kar izvoli. Saj vem, da tisto, kar bombardiraš tam, mene tam več ni, jaz grem stran. Tvoje letalo. Prekleto, tam je bilo letalo iz 82. Rekel bi, da sta imela Irak in Kenija veliko bolj stalno vojsko. Tudi njihov način bojevanja je bil resnično arhaičen, še vedno so zakopavali tanke. Danes tudi Iran, ki je vseeno doživel zelo hudo bombardiranje. Stotine tomahawkov, da si predstavljate, poleg vsega, kar je bilo odvrženo, vodenih raket in tako naprej, so na koncu ostali operativni. In to ni najbolj napredna vojska na svetu. Strateške kampanje bombardiranja se malo izgubljajo. No, v redu. Ne, in na slabšem si, ker zdaj, ko ti rečejo, da so našli ostanke iz leta 2025, serijske številke in podobno, to pomeni, da uporabljaš tisto, kar je bilo proizvedeno včeraj zjutraj. Zdaj, drugi vidik je, ali lahko sledim takšni porabi ob takšnih rezultatih. To velja tudi za Ruse. Kaj po duhu misli? Torej, izstrelki, prav imaš, je ista stvar. Je rekel, uspelo mi je nevtralizirati. In to so temeljna vprašanja o vrsti vojne. Če vojno postavimo kot orodje za hitro spreminjanje situacije. Ponavljam, vojna ni namenjena uničevanju stvari in ubijanju ljudi. Ni narejena tako. Namenjena je vzpostavitvi pogojev za močno spremembo pogojev v kratkem času. Potem se izvaja na tak način. Če ti ne uspe z orodjem, ki smo si ga zdaj zamislili, imamo iranski primer, imamo ukrajinski primer. Vprašanje je, kakšna vrsta sile bo postala učinkovita za dosego ciljev vojne, torej za spremembo situacije. Če moram letalonosilko držati 800 km stran od iranske obale, ker bi mi jo Iran lahko poškodoval, se pravi, lahko bi jo poškodoval, nimam svobode, kot bi si želel. Vrednost letalonosilke je v tem, da lahko pride tja, kamor želim z letali. Začnimo, vidite, veliko stvari počnejo in Palantirja se še nisem dotaknil. Umetna inteligenca podrejena ciljanju, kar je povsem drug svet. In je vseeno zelo pomemben del tega, kar trenutno doživljamo. To je prehodno obdobje. Morda pretiravam, uporabljam hiperbole, ampak to je kot pojav smodnika na bojiščih 16. stoletja. Kot arkebus namesto pike. Nekatera orožja in nekatere formacije, nekateri načini bojevanja začnejo postajati zastareli, ne glede na to, koliko stane. Gradnja gradov ni več pomembna, ne glede na stroške. Zato bo treba začeti razmišljati, kakšna naj bodo ta vojska in te oborožene sile, da bi sploh imeli upanje, da bomo lahko vojno vodili na učinkovit način. Adeguato. Na današnjem bojišču. To je zanimiv del. Preden preidemo na drugi del, hiter pregled dogajanja. Z vidika dogajanja na terenu. Da sem lahko gledal ameriško premiero, sem se praktično povezal prek VPN-ja, tako da sem lahko gledal premiero, ne da bi bil zaznan kot Italijan. Tam je šla okoli 2 ure zjutraj po našem času, medtem ko je pri nas prišla šele 3 dni kasneje, teden dni kasneje, take stvari. Torej, kot vidite, ima veliko uporab. Gremo na glavno. In s tem podpirate to, kar počnemo na tem kanalu. Kodo najdete v klepetu, v opisu in v komentarju. Hiter povzetek dogajanja, ker potem ni, da bi se veliko dogajalo. Kot smo rekli, je vse precej na mestu, kar je kar zaskrbljujoče. Vsake toliko preberemo kaj takega kot 20.000 Rusov za naslednjo ofenzivo. 20.000. 20.000 je šala, s tem ne narediš ničesar. Ni velikih premikov. Na območju Sumi se še naprej bijejo boji. Na tem obmejnem območju Rusi verjetno poskušajo spremeniti Sumi v frontno mesto, da bi povzročili stres.
Ampak dvomim, da se želijo podati v zavzetje velikega mesta, kot je Sumi ali Harkov, glede na to, kar se dogaja s Konstantinivko. Že 2 leti in pol poslušam ljudi, ki pravijo, da so prebrali v klepetih, da obkrožajo Konstantinivko po 20 metrov na dan. Potem je pa 20 metrov en dan, ja, naslednji dan jih spet zgubijo. Kaj sploh želiš obkoliti? V tej vojni še nikoli nismo videli obkolitev, ne na eni, ne na drugi strani. Preprosto zato, ker je hitrost premikanja tako nizka, da če nisi v komi, je težko, da bi te obkolili. Tako se vse dogaja sistematično, počasi, zelo predvidljivo in zato neizogibno zelo drago, brez presenečenj za kogarkoli. Torej, zdaj se ustvarjajo izbokline na fronti in podobno, preprosto zaradi izčrpavanja. Tudi na območju Harkova, kot vidite, Volčansk, Kupjansk, so spremembe vedno bolj ali manj, njih izgublja se. Če je manever v tej vojni že skoraj izginil, je bil tisti, ki je bil izveden z ogromnimi izgubami ljudi in vozil. Zdaj celo, kot smo rekli na začetku prenosa v živo, da se izvajajo interdikcijski napadi do 160 km v ozadju, ampak kaj želite organizirati na ravni napadov? Spremembe pri Limanu so praktično nič. Nikoli nisem videl vojne v Ukrajini tako obstale, kot sem jo videl letos. To je animirani zemljevid sprememb okoli Limana v zadnjih 5 mesecih. È impercettibile. 5 mesecev, datum vidite zgoraj levo. 5 mesecev, to ni mnenje. Še nikoli nisem videl tako zastoječega fronte kot letos. To, da si ustvarite predstavo. Pojdimo na območje pri Siversku, edino območje, ki se premika, in dejansko celo Rusi, dal sem vam povezave, pravijo: V najboljšem primeru bomo prišli na domet pehote pri Slovjansku pozno jeseni letos. Veliko sreče pri bojevanju po zimi, če pride še ena zima, kot je bila lani. Za zavzetje Slovjanska in Siverska, vendar sta to mesta, ki sta 4 ali 5-krat večja. Na to ne bi stavil, skratka. Govorimo o letih. Konstantinivka obkoljena, ne. Paolo, prosim, vključi se. Kakšen je izraz za mesto, ki je skoraj obkoljeno? Vsaj večino logističnih poti bi morali odrezati, vsaj s 3 strani. Pravzaprav Rusi nimajo nadzora nad oskrbovalno potjo v ozadju, niti nad bokoma. No, lahko povem teorijo, ki jo imamo mi. V bojevanju v naseljenih območjih piše, da se ga je treba izogibati kot kuge. Tako. Ker to ni ravno ta terminologija, ampak naselje je treba ubiti in sovražnika iskati druge, ne znotraj njih. Ker boj v naseljih, pravi, razbije formacije, oteži usklajevanje in je izjemno zahteven z logističnega vidika. Poraba streliva je strašna, poraba goriva prav tako. To je nekaj, v kar se ne smeš spuščati. Skoraj obkoljen ali pa sploh nisi obkoljen. En majhen primer, Stalingrad. Stalingrad je bil zelo obkoljen, razen strani, ki je gledala na reko. Tisto so imeli, dokler je bila reka tekoča, čoln. Ko je reka zamrznila, so imeli sani in to je mesto omogočilo, da je prijelo malo, a vseeno nekaj stvari. Kot Leningrad. Leningrad je bil obkoljen. Agri je uspel prečkati preko. Agri. Tudi Stalingrad je imel tukaj isto situacijo. In obkoljen ni nič, ker v tistem skoraj nekaj vseeno pride skozi. Ampak je treba upoštevati drone. Ob oviranju z droni in samo eni logistični poti zdaj praktično samo še krožijo nad njo. Tudi zato, ker so tukaj, vidiš, vsi sistemi ribnikov in podobno. Na koncu je ta antinomična precej ozka, če pogledaš tudi reko, ki jo deli na pol. Glede Stalingrada, kaj ne? Obstajata 2 dela, čeprav je ta reka široka le nekaj metrov. Ni nepremostljiva, kaj ne? Ni Volga, da si lažje predstavljaš. Vendar pa je zdaj z uporabo dronov treba upoštevati tudi to. Droni so skoraj kot padalci. Obstaja element, ki se ti nenadoma pojavi, kaj ne?
za hrbtom in ti lahko povzroči težave. Kljub temu pa so že 2 leti pred Kostiantinivko. Torej, tukaj so občasno geolokacijski namigi, da je kakšen pešak malo globlje, ampak s tem tempom bodo zato potrebovali celo leto. Tako da ne verjamem, da so v igri kakšne velike manevre, veliki premiki. To so manevri, ki jih poskušajo izvesti, ki pa vseeno ne odrežejo popolnoma mesta. So bolj kot ne namenjeni temu, da poskušajo priti do bokov. Mimogrede opazite tudi, kakšna je sestava terena. Ni lahko napasti Kostiantinivko s te strani, saj v bistvu vstopiš v dolino, medtem ko je Kostiantinivka višje. Hvala. Torej, tukaj so tudi ti elementi. Ampak že kar dolgo se bijejo boji za Kostiantinivko. Kostiantinivka, ključna za zavzetje za približevanje Kramatorsko in Slovjansku, vendar to ni tista odločilna bitka. In iskreno, bolj kot čas mineva, bolj se vse skupaj upočasnjuje. Se spomnite Pokrovska, kaj ne? Koliko časa so potrebovali, da so zavzeli Pokrovsk? To naj bi se zgodilo vsak dan. Torej so ga zavzeli, ga niso zavzeli, 90 minus 80 minus %. Pravzaprav, mislim, bolj kot z vojaškega vidika, ker je potem vrsta izvedenih akcij enaka v zadnjih 2 letih. Treba je bolj gledati na to, da nihče od obeh v resnici ne želi več tvegati človeških življenj. Torej se skuša, in tukaj imajo Ukrajinci prednost. Ukrajinci morajo držati fronto, Rusi pa imajo cilje, ki jih morajo doseči, če želijo to zaključiti. Najmanj Kramatorsk in Slovjansk, vsaj za domačo naracijo. Ampak nihče si v resnici ne želi nositi takšne stroške, kot so bili v letih 2024-2025, da bi dosegel določene minimalne rezultate. Zato mislim, da bolj kot se prepušča dronom, manj bo sposobnosti za pridobivanje in ohranjanje položajev. In to je paradoks. Povečuje se sposobnost motenja nasprotnika, vendar umira sposobnost združevanja, sposobnost presenečenja, sposobnost ohranjanja položajev. To, kar počne moderna vojska, kar je predpogoj. Presenečenje, koncentracija sil, ekonomija sil, to so načela vojskovanja, ki so jih nekoč preprečevali z izvidništvom, raziskovanjem, z letalskimi fotografijami. Ampak ko imaš vpogled v realnem času, celo v vojaka, ki gre na stranišče, ne moreš več misliti, da edina izbira, ki jo imaš, je ustvariti takšno moč, da te ni briga, če te vidijo. Govorimo v hiperbolah. Če bi Rusi imeli to sposobnost, imamo 35 000 tankov, si jih videl, ja, in sem zadovoljen. Pripravljeni, gremo, začetek. Ampak nihče nima te sposobnosti, te moči tukaj, vsaj v tej vrsti konflikta. Ta stvar še vedno velja, ko si izbereš sovražnika, ki nima podpore super sile za sabo, torej nima satelitskega omrežja, nima teh zmogljivosti, potem lahko še vedno deluješ po starem. Torej, recimo vojne, kot smo si jih predstavljali, torej z manevrom, z presenečenjem, z bliskovitimi operacijami, še vedno veljajo. Če naletiš na nekoga, ki je izjemno in je sam, takoj, ponavljam, vrnimo se k Irancem, če so že Rusi in Kitajci, ki pošljejo 4 fotografije in ti rečejo, poglej, ti pokažem, kaj počnejo Američani, že tako postane vse skupaj veliko težje. Izraelu uspeva zdaj z Libanonom, kjer ni nikogar, ki bi mu kaj posredoval, ni niti vojske, ki bi ga v bistvu branila. Ampak kaj se zgodi, ko je tvoj sovražnik na splošno šibkejši, a vseeno zelo žilav? In predvsem ni sam. Kakšno vojno vodiš? Lahko imaš 2 za enega za mehkeža in enega za vojsko. In enega za zelo trdo vojno. Si lahko to privoščiš? Vsa ta vprašanja ti postavljam na zelo grob način, ampak to so vprašanja, ki si jih moraš zastaviti, ko moraš določiti. Industrijska politika za obrambo, model obrambe, način rekrutacije, vse te stvari, ki so zdaj teme razprav po vsej Evropi. Kaj moramo storiti? S kom se moramo spopasti?
Torej, na koncu je za Ukrajince v tem konfliktu v redu že samo, da zdržijo. Poglej, Mauro Morteta, kaj ne? Mauro 3336 pravi, torej se bo naslednja vojna začela z napadom na satelite. Če imaš to sposobnost, zakaj pa ne? To bi bil lahko pravi začetek za slepitev, ponovno bi pridobil prednost presenečenja. Vendar pa je vprašanje, kdo ima sposobnost zadeti satelit? Recimo, ampak vprašanje je pametno, je pravilno. Pravilno, če želim ponovno pridobiti določeno svobodo delovanja, se moram osvoboditi odvisnosti od tega, da tudi če grem lulat po drevo, me tisti vidi. To je vedno tisti problem, na katerega sem opozarjal. Vse lepo in prav je imeti doktrino, kot je večdomensko bojevanje, ki je v celoti osredotočena na sposobnost posredovanja informacij med različnimi orožnimi sistemi. Problem pa je, če je potem na koncu vse kot piramida, vse gre prek satelita, če ti uničijo satelit, potem ne moreš več ničesar. Ne moreš več usklajevati tankov z dronom, z HIMARSom in tako naprej. Pazi, ko se stvari centralizirajo, ker potem ti osrednja komunikacijska točka, najmanjši skupni imenovalec vseh povezav povzroči pravo zmedo, Madonna. Medtem je to video iz Kostantinivke, to so 2026 iz Kostantinivke. Lahko vidite sami, da ni naključja, vse poteka počasi. Mislim, da bodo nadaljevali točno tako, kot počnejo zdaj in poskušali priti do Slovjanska in Kramatorska in tam zaključiti tudi na račun tega, da ne mobilizirajo več ljudi v velikih množicah. Morda preprosto tako, da opustijo dejavnosti ali zmanjšajo dejavnosti na drugih frontah. Nič več in nič manj, da zaključijo vsaj s temi cilji, ki so si jih zadali. Ker mislim, da je z notranjega vidika pomembno, da lahko rečejo, da so zavzeli celoten Donbas, torej celotno Lugansko in celotno Donetsko oblast. To je vsaj minimalni adut, da imajo nekaj, kar lahko prodajo domači javnosti, kaj ne? Ker je bila nekoč ta zgodba o osvoboditvi proruskih, rusko govorečih rusofilov, kakorkoli želite, in tega jim manjka. Manjka jim samo to praktično, da imajo za izgovor, da odidejo, da vam... Ampak ni Trump tisti, ki razglasi zmago in odide, razglasi 27 zmag in odide. Putin nima takega sloga. Pri tem je treba priznati, da je človek iz drugih časov, ker pravi, da se strinjam z izbiro, da si zastavi strateške cilje, ampak jih ima. In je ponovil, vse to zmedo sem povzročil, da bi dosegel strateške cilje, ki sem si jih zastavil. In dokler jih ne dosežem, ne bom razglasil zmage. Dobro ve, da si ne more privoščiti razglasitve zmage po Trumpovo, torej zmage, ki v resnici ni zmaga. Ker če je ena stvar, ki je za ruskega voditelja resnično usodna, je to izguba vojne. Bodite pozorni, kdor izgubi vojno v Rusiji, ga čaka grozljiv konec. Ne glede na to, kdo je. Tudi v sovjetskih časih, če bi imeli revolucijo ali invazijo na Afganistan. Če bi zmagali v Afganistanu, bodi prepričan, da bi morda trajalo nekoliko dlje. Morda, ampak če zgubiš, ti tega ne oprostijo. Ruski sistem, to je treba razumeti. Kolikor hočeš, samo da zmagamo, ker če se tako trudimo in še zgubimo. Omenil si vojno v Afganistanu. Zanimivo je, ker če številkam, ki krožijo glede ruskih izgub, dodamo recimo samo 300 000, torej smo precej pod tem, kar se govori naokoli. To bi bilo vseeno približno 20-krat več kot v Afganistanu. Če se ne motim, je bilo 1519 000, nekaj takega. Da si predstavljate. Afganistan. Trajalo je tudi. Trajalo je dolgo in imeli smo gverilsko silo, vse skupaj. Ni bila organizirana vojaška sila kot ukrajinska, ki je vendarle prava vojska. Da bi bila to vojska amaterjev, to pa ne. Imajo vse funkcije prave vojske. Potem bolj ali manj. Tam, kot ste videli. Dodajmo tudi Afganistan za Sovjetsko zvezo. Hejt v današnji vojni demokratizacija orožja, torej
Možnost, da imajo pomembno in odločilno orožje tudi na zelo nizkih ravneh, močno spreminja situacijo. Narediti si dron, si ga lahko tudi Afganistanec, prav tako si ga lahko naredi Hezbolah. Torej, to so pravzaprav odločilna orožja, ki so bila prej v rokah tistih, ki so jih imeli. V zgodovini vojne je bil. V zgodovini vojne, ja, Angleži, sredi Afrike, in oni so imeli mitraljes, oni pa so imeli sulice za metanje. In to je bilo to. Zdaj nekdo vpraša, zakaj ne dojamejo, da s to vojno ne moreš doseči tistega, kar si želel. Ampak to je isti razlog, zaradi katerega je Nemčija v letih 1917-18 zelo dobro vedela, da ne morejo zmagati, pa so se slepili, da lahko ustvarijo preboj, epohalno spremembo. Ampak leta 1918 je bilo precej očitno, da ne greš nikamor. Že na gospodarski ravni so imeli v Nemčiji med Prvo svetovno vojno težave s hrano. Da dam primer. Pa vendar se nadaljuje, ker neizogibno, če ne dosežeš minimalnega cilja, sploh ne veš, kako bi se izmazal. Na notranji ravni, v državi, kako upravičiš žrtve, smrti, odrekanja, povečanje stroškov. Nebbiolina, ne jaz, Nebbiolina, ki vodi Rusko centralno banko, je rekla: imamo pomanjkanje delavcev, potem ko so dosegli najvišjo zaposlenost za podporo vojnim prizadevanjem. In ker so pobirali tudi iz tovarn, so poskušali novačiti tudi v tovarnah. Konflikt. Zdaj je dosegel ozko grlo v proizvodnji. Neizogibno se na to začne zmanjševati razpoložljivost delovne sile. Tudi zato, ker je v obdobju 2023 neuspeh ukrajinske ofenzive pripeljal do tega, da je veliko Rusov sprejelo poslovno ponudbo, ker so mislili, da se bo zdaj sprostilo. Mine leto 2024, mine leto 2025, smo v letu 2026. Recimo, da poslovna ponudba, čeprav jo še naprej povečujejo, ni ravno tako privlačna. Glede na to, da te morda doletita 2 leti vojne in tvoje možnosti za preživetje postanejo zelo, zelo nizke. Da si ustvarite predstavo, približno. 60% tistih, ki podpišejo pogodbo, ne zdrži niti 6 mesecev. 6 mesecev do 1 leto je povprečna življenjska doba. Da si ustvarite predstavo. To so obrambne linije, ker se je vojna upočasnila predvsem v tem letu, so Ukrajinci izkoristili priložnost in ustvarili dodatne ofenzivne linije. Da si ustvarite predstavo, tukaj smo v bližini Kostjantinivke, da si ustvarite predstavo. Rusi so prebili znameniti 20-kilometrski preboj, ki bi moral prehiteti ukrajinsko obrambno linijo. Zadnji vtis gibanja, ki smo ga videli, Ukrajinci so še naprej razvijali dodatne linije, tudi onkraj Kramatorska in Slovjanska. Bolj ko se upočasnjuje, več ukrajinskih linij nastaja. Torej, Rusi so prišli zelo blizu ukrajinskim obrambnim linijam, ko te še niso bile dokončane. Danes pa so jih ustvarili še veliko več, kot lahko vidite. Teh prej ni bilo. Da dobite predstavo, tukaj smo nad Pokrovskom. Res jih ustvarjajo zelo veliko. Kuljaj, zadnji 2 območji, Kuljaj Pole, ki je eno od tistih območij, ki so jih prizadeli ukrajinski protinapadi, ki so obrnili potek. Torej, vse to območje tukaj, ki so ga zavzeli Ukrajinci, potem so ga ponovno zavzeli Rusi, sporno območje in tako naprej. Vse to se je zgodilo v zadnjih 4 do 5 mesecih, kar je obrnilo velik del ruskih osvajanj, ki so zadnjič segla vse do Ternovate, da si lahko predstavljate. Vidite, kako hitro so napredovali, hitro za to vojno. In pod narekovaji to ni Guderian 7. divizijo, to je Guderian Romer 7. divizijo. Bili so tik pred tem, da prebijejo ukrajinske obrambne linije na območju Zaporožja. In potem, nenadoma, poleg tega, da je prišla ta huda zima, so se popolnoma zataknili. In takrat, če se spomnite, pred 2 ali 3 meseci, pred 1 mesecem, so vsi označevali ozemlje, ki še ni bilo utrjeno, in ga prikazovali kot zagotovljenega na eni strani, kar pa še danes ni res. Rusi še vedno niso popolnoma obrnili vseh ozemeljskih izgub, ki so se zgodile v teh mesecih zaradi upadov.
Zdaj v teh dneh spet izvajajo vpade v okolici Trnovate, ki je nekoliko bolj severno od Kulja in Pole. Da si ustvarite predstavo, dogajalo se je gibanje te vrste, ki bi obšlo ukrajinske položaje pri Orihivu. Enako velja za Kamjansk. V modrem je območje, do katerega so Rusi prišli, izvajali so vpade pri Krihorivki, in v modrem je tisto, kar so Ukrajinci ponovno zavzeli. V zadnjih mesecih, če pogledamo skupno bilanco, toliko, da so Rusi v zadnjih tednih pripeljali nove sile na območje Kamjanska, ki je trenutno pod napadom. Nasprotno, zdaj so Ukrajinci tisti, ki pritiskajo na Kamjansk, medtem ko so prej Rusi izhajali iz Kamjanska in Stepnokisa ter šli proti severu. Skoraj se je obrnilo razmerje pritiska, kdo zdaj pritiska na koga. Seveda želijo Ukrajinci verjetno potisniti Ruse nazaj na južni breg pri Kamjansku in ponovno vzpostaviti linijo ob reki. To je zato, da pokažemo, da če na koncu naredimo skupno bilanco tega leta, med izgubljenimi in pridobljenimi kilometri, če pogledaš, so rahlo v plusu. Rusi. Ampak če smo pred letom dni govorili o spremembah po 20-40 kilometrih kvadratik na teden na sektor za Ruse, zdaj govorimo o 2 kilometra, 8 kilometra, 6 kilometra na teden. Upočasnilo se je na ravni, ki jih nismo videli že skoraj 3 leta in pol, da si lahko predstavljate. Torej so to res minimalne spremembe, droni niso glavni vzrok. Se pravi, Tudi ob katastrofi lahko narediš te spremembe. Tega nismo videli na zahodni fronti leta 2017, teh stvari tukaj. Ponovno poudarjam, vprašanje je, ali bo naslednja vojna med velesilami ali med močnimi državami takšna, ali je to izjema. Zato zdaj vsi hitijo kupovati drone, izdelovati drone in vojna se vodi z fračami. To so pidarčine. Kakšno lekcijo daje trenutna rusko-ukrajinska vojna? Kakšno učno vrednost ima trenutna ameriška zračna kampanja v Iranu? Tema je velik, država proti srednji sili, kar pred 60-70 leti sploh ne je bila tekma. Če bi se Rusija spravila na koga, bi ga pred 60 leti preprosto požrla, bolj ali manj. Ko je poskusila s Finsko, se je treba spomniti, da si je Rusija prisvojila polovico Finske. Vendar, to je bila Rusija po drugi svetovni vojni. Ista stvar. Ko pa zdaj začne govoriti torej velika sila, ki porabi ogromno denarja z vojaškega vidika, da bi ponovno potrdila, da je velika sila, ko pa je potem poklicana, da uporabi to veliko vojaško moč proti nasprotniku srednjega ranga, se zaleti. Torej, je vprašanje, kako velika mora biti ta moč, da bo zagotovo prevladala. Kolikšen delež BDP-ja te sile je treba uporabiti? Po mojem mnenju moraš čim več svojega razpoložljivega potenciala uporabiti v prvih možnih dneh. Da jih izraziš, vendar so to, po mojem mnenju, nekoliko bolj inteligentna vprašanja v primerjavi z Evo. Oprosti, Pavlo, glede na tvoj potencial, koliko tega potenciala ti uspe izkoristiti v prvih 72 urah? Ga uporabiti, to pa ja. V katerem delu sveta si blizu doma? Prepir med Kanačani in Američani, z Američani doma, na meji. Poleg tega, da je meja dolga 9000 km, je to najdaljša meja na svetu. Ker jih imaš tam spodaj, Američane spodaj. Imaš 400 milijonov Američanov spodaj in 30 milijonov Kanačanov zgoraj. To je situacija. Če pa se mora začeti uveljavljati v soočenju s Kitajsko, ki mora prečkati 2 oceana, imaš potencial, ampak kaj lahko preneseš na tisto stran? Prav to, Pavlo, naredi razliko med in Kitajci imajo veliko sposobnost projiciranja moči. Kitajci pravijo, gradimo veliko mornarico, vprašanje za kitajsko mornarico, ali lahko postavim vprašanje? Da. Ampak ti, Kitajec, koliko baz imaš v Pacifiku? In potem ugotoviš, da je edina pomorska baza, ki jo imajo Kitajci zunaj Kitajske, nekakšno na pol pravo pristanišče, v Džibutiju.
Za vse ostalo, kar se ti zgodi na morju v Pacifiku, se moraš vrniti na Kitajsko. To so vse elementi, na katerih bi bilo treba delati. Po mojem mnenju so ti bolj zanimivi kot to, kdo zmaga in kdo izgubi. Da, delali bomo na tem. To je leto 2026 na fronti v Zaporižju. Lahko zelo dobro vidite, kako se je vse spremenilo. Mislim, da je največji problem v tem, če nisi imel sposobnosti postaviti svojega nasprotnika na stran. V prvem mesecu vojne so Rusi prišli zelo blizu, potem pa so se trmasto držali ideje, da pridejo do Kijeva. Toliko, da so preusmerili vojske tudi z drugih front. Verjetno so potem sposobnosti, recimo, profesionalcev nadomeščene z mobiliziranimi, izgubiš večino svoje sposobnosti za izvajanje usklajenih operacij. In droni so postali praktično tako ključni pri vsem, od izvidovanja do napadanja, do onemogočanja premikov. Lahko imaš tudi najboljše tanke na svetu, recimo, ne vem, najboljše ameriške tanke. Če postaviš v Ukrajino divizijo ameriških tankov in imaš na drugi strani fronta Ukrajincev pripravljeni z droni, bi imel velike možnosti. Mislim, da bi se jim zgodila ista usoda, če ni preostanka sil. In Rusi nimajo ravno taktične zračne podpore, niti zračne premoči. Delujejo, mnogi so spraševali, zakaj pa ne prodrejo, v resnici delujejo v pasu, ki ga pokrivajo njihove protiletalske enote. Predvsem pa so zelo na varnem. Večina bombnih napadov na ruski strani so jadralne bombe, odvržene z razdalje 60, 80, 100 km. Tudi zunaj dosega ukrajinske protiletalske obrambe na fiksnih položajih. Torej, če bi bila ukrajinska kolona v napredovanju, ne moreš uporabiti takšnega letalstva za napad na to kolono. Ker dokler jadralna bomba preleti teh 60-70 km, je kolona že prevozila 1 km. Ne zadeneš ničesar več. Zato skoraj da ni več taktične uporabe. To smo nekoliko videli na začetku s helikopterji, potem pa so utrpeli veliko izgub. Začeli smo videvati helikopterje, ki so izstreljevali rakete v načinu. Balistika, no? Da kilometri. Nenatančno, vse do praktično popolnega izginotja uporabe helikopterjev. Razen v zelo redkih primerih. Torej se to prevozno sredstvo ni izkazalo. Medtem ko so v prvi vojni minska polja, jarki in artilerija ustavili napade pehote, so prišli tanki, da bi sprostili situacijo. Tako. Tanki so lep primer, tanki so današnji droni. Tanki so se pojavili leta 1912. Če bi takrat vprašali pehotnega častnika, mi narišeš tank, bi rekel, kaj naj pa narišem? Leta 1918 so vsi že imeli izkušnjo z nečim, kar je šlo na motor, prebilo žične ovire, zdelo se je, da deluje, potem pa so razmišljali 10-15 let in prišli so tanki druge svetovne vojne. Danes dron v 90-ih letih, leta 2000, 2010, prvi, ki so uporabljali drone, so bili Izraelci. Pomislite, kot izvidništvo za eno od njihovih vojn na severu Libanona in proti Siriji. Ampak ideja, da imaš sredstvo, ki stane tako malo, je tako natančno in vse skupaj potrebuje malo časa za usposabljanje osebja. In varuje osebje, ker operaterja drona težko ustreliš, to pa ni ravno pogosto. Kar misli? Pavlo, videli smo dron v njegovi obliki, torej malo kot tank, ki se je pojavil leta 1917-18. Mislim, da bodo tisti, ki jih bomo videli v naslednji vojni, povsem druge generacije. Imeli bodo svojo vlogo, to bo dron pripeljan na najvišjo raven, nato pa bo neizogibno nastal protiukrep. Ne smemo zapasti v to, v dokončno, v leta 30 do 40 leta. Ne, orožje, na katero vsi stavijo. Ja, izumili so tank. Tank so zelo razvili. Obstaja državna bitka, triumf tanka. O, bog, kako se to naredi. O, bog, kako se to naredi. Naredijo protitankovske topove, potem naredijo rakete proti tankom in začne postajati malo težje iti naprej s tankom. Ista stvar se bo zgodila z dronom. Zdaj bo dron
potem bo protidron in na koncu tudi dron, ki ga pogoltne regija. Normalnost, vendar pa se bo globoko spremenilo bojišče in tehnike bojevanja. Žalostno je za tiste, ki so se naučili vojskovati pred dronom, saj bodo prisiljeni sprejeti povsem drugačen način bojevanja. Predstavljajte si raven odločanja, ki jo bo moral imeti nekdo zdaj. Edino, kar so razumeli tudi Rusi, ustvariti majhne oddelke pehote, res majhne, 5, 6, 8, 10 ljudi. Raven avtonomije pri odločanju in poveljevanju, ki jo dodeliš 5-8 ljudem prej, ni bila predvidena. To je ekipa. Po klasični teoriji bi to vodil desetnik in kaj potem narediš s poročnikom, kapitanom, majorjem, podpolkovnikom, ko pa je tisti, ki vodi boj, desetnik? Desetnik. Morda moraš postaviti kapitana, da poveljuje 10 ljudem. Kapitan v činu. Ampak izkušnje, torej pogled na bojišče. Podčasniki zdaj. Počasniki in katere vrste? Avtonomija, s kakšno pripravo, to so ogromna vprašanja, ki jih postavljajo in vem zagotovo, da se te stvari že preučujejo. Vendar prav tako vem, da kljub vsemu študiju, ki ga opraviš, imaš vedno dve možnosti, eno belo in eno črno. In če izbereš napačno možnost, izgubiš točke, denar, čas. In samo dve možnosti sta, obe sta veljavni, tako bela kot črna. Obstaja dokaz, da stvari delujejo, obstaja dokaz, da stare stvari ne delujejo več. To je to. Za nove pa se ne ve. Torej, gospodje, rekel bi, da smo povedali vse. Zato se lepo zahvaljujem generalu Pavlu Capitiniju. Vabim vas, da se nam pridružite 15., kjer se bomo skupaj z Diegom Batistom posvetili tej temi. Mehika. Torej bomo pripovedovali o govoru. Odnosih z Ameriko. Torej, vedno z vidika širjenja znanja, kar zadeva države Latinske Amerike, Srednje Amerike. Amerike in tako dalje, pregled Mehike, o tem je veliko zapovedati, tudi težkih stvari. Torej, hvala vsem in lahko noč. Lahko noč.